Gabi in Jakob, lepo dobrodošla. Hvala, da sta prišla. Zakaj so hejt komentarji za nekatere vibe? Je odvisno, kak človek je. Čisto odvisno. Recimo, če si prijazen, po moje, to ni mi neki najbolj všeč, ne? Če pa tak bolj nesramen človek, to pa... Mu pa to dogaja, ne? Ja. Je mogoče slabi komentarji koga še podžgejo. Da še več piše o tem, da hoče tisto svoje neko razmišljanje še bolj javno izpostaviti. Mogoče da je to tisti driver potem naprej, ne. Jakob, kaj je pa najslabši komentar, ki si ga prejel na družbenih omrežjih? Še noben stoko nič ne objavljam, se tak nimam nobenega tek dodanga. Ja, Gabika, pa ti si že kdaj dobila kakšen negativen komentar na družbenih omrežjih? Ja, sem že dobila. Imela sem eno čisto preprosto objavo, pa so se res začele take negativne stvari. Mislim sploh o zadevah, ki niti nisem pomislila, da bi lahko kdo drugače razumel mojo objavo, ne. Tako da so me kar presenetile stvari. No, mogoče so me zaradi tega tudi malo, da sem malo manj začela potem objavljati na socialnih omrežjih, no. Katera omrežja pa uporabljate sicer? Na Snapchatu, Instagramu, TikTok, pa to bi mogli biti to. Gabi, pa ti? Jaz sem pa na Facebooku. Kaj pa, a imate kakšen family chat mogoče? Oziroma, kako se sporazumevate med sabo? Si pošiljate SMS-e, se pokličete? Ali imate kakšno družinsko skupino, kjer si pišete? Ne, to zaenkrat še nimamo familiarne skupine, ne. Zaenkrat smo še kar po staromodnem, ne, se kar zaderemo iz ene v drugo sobo, ne. Je pa res, če smo v različnih nadstropjih, pa se pa že kakšen SMS pošle, ne, priti na kosilo, ali pa priti noter nazaj, ne, pa take stvari, no, to se pa že dogaja nepogosto, ampak ja, drugače pa še kar staromoden način, malo povzdignemo glas, ne, pa se pokličem. A je vibe to, da spoznaš fanta ali pa punco prek družbenih omrežij? Ja, ne vem, recimo, ja, različen. Recimo za nekoga je vibe čist nekaj drugega, kot pa od nekoga drugega, tako da, ne vem. Jaz drugače nisem naklonjena temu, če pogledam, ne vem, par desetletij nazaj, ne, se mi zdi boljše, ko smo imeli v živo vsa ta neke druženja, skupnosti, tam se so začele prepletati neke energije. To preko teh družbenih omrežjih se lahko pa marsikdo za kakšno sliko, za kakšnimi besedami skrije pošteno, ne, in je zelo veliko razočaran lahko potem na drugi strani, ne, tako da jaz temu absolutno nisem naklonjena, no. Zanima me tudi to, a je dejtanje pred 15 letom tudi vibe? Ja, za mene recimo ni to isto. Mislim, neke izkušnje si že nabira takrat pri teh najstniških letih, ne, a pa to potem res obdrži, pa stoji potem za kasnejši kakšen tak resen odnos, je pa treba kar več volje in pa energije potem, da se potem razvije v nekaj več, ne. To se pa takoj pozna po tistih prvih prepirih, ne, a si takrat še, da začneš usklajevati odnose ali pa gre se vsak svojo pot. Kako pravzaprav veš, da sta en fant pa ena punca skupaj ali pa kakorkoli? Kako par ve, da je skupaj? Recimo, tak drugi lahko opazijo, koliko sta skupaj, koliko se pogovarjata, koliko recimo na avtobusu skupaj sedita, koliko razredov se ful družite, recimo fant se bolj prej skupaj s fantim, pa punca s puncem, pa sta pa kar naenkrat skupaj prišla in pol začnejo ugotavljati, ne. Ok, koliko pa v bistvu bi mogel biti skupaj, da lahko punco ali pa fanta predstaviš staršem? Ja. Kje je ta meja? Ker nekaj cajtoma, ne vem, kak let že, no, da bi... Da je v bistvu mogoče odnos dovolj globok, ja, dovolj resen, da to predstaviš tudi staršem. Gabi, kaj pa ti misliš? Ja, jaz bi rekla, takrat, ko sem že prej omenila, takrat, ko se prvič skregata, ne, in potem, če to zgladita in da gresta potem naprej, bi rekla še plus nekaj mesecev, tako da pred 9 meseci in leto, tako da ni nobene potrebe potem. Je pa dobro, da povemo starši, da se pač nekaj dogaja, ne, z otrokom, da ima nekega, ne vem, neko simpatijo,
želijo, to je absolutno prav, da starši vemo. No. Da bi se pa spoznavali že pred nekim tem letom, pa mislim, da ni nobene potrebe. No. Jakob, a veš, kdaj sta oči in mami postala fant in punca? Ne vem. Kaj pa, če ugibaš, recimo, kaj bi rekel, koliko let je bilo to nazaj? 30, mogoče. Gabi, kakšna je pa resnica? Zdaj moram pa že jaz sešteti. Ja, 26 let pa že, ja. No, tam, v redu. To si kar dobro preračunal. Kdaj pa imata vidva tiste neke najbolj, kako bi rekla, temu bližne trenutke? Kdaj sta si najbolj blizu? Jaz bi rekla, da zvečer, ponavadi zmeraj, ko ležo v poslu, potem pa priče malo nazaj, ne? Potem se potem začnejo kakšne debate potem razvijati. Ne? Na koncu si že čisto utrujen, pa a ne more to do jutra počakati, prosim lepo. Ne, pa če treba takrat tistih nekaj minut si vzeti, pa se usedeti na poslu, pa predebatirati stvari, ne? Pa kakšno, a je iz šole, kakšna zadeva, potem iz popoldanskih aktivnosti, se pa splača, no? Ker je to zelo dober gradnik potem v odnosu. Ne.